Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. V Celju danes konec letošnje ogrevalne sezone. Na celjskem sejmu zadovoljni z izvedbo majskega sejemskega trojčka. Na Vranskem so odprli šolski čebeljak. Celjani zmago v Stožicah potrdili končno drugo mesto in drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Iz Energetike Celje so sporočili, da so z današnjim dnem zaključili letošnjo ogrevalno sezono na sistemu daljinskega ogrevanja. Ogrevanje sanitarne tople vode na področju Nove vasi in Hudinje pa bo normalno potekalo naprej. Takšna odločitev je posledica napovedi ugodnih vremenskih razmer, saj vremenoslovci v teh dneh napovedujejo temperature krepko nad 20 stopinjami Celzija. Letošnja ogrevalna sezona se zaključuje 12 dni kasneje kot lanska in skoraj mesec dni kasneje kot v letih 2012 in 2015, ko so ogrevalno sezono zaključili 3. oziroma 4. maja. Na celjskem sejmišču so se konec tedna zaključili 3 majski strokovni sejmi. Sejem komod je potekal od srede do petka, sejma avto in vzdrževanje ter gospodarska vozila in logistika pa sta svoja vrata zaprla v nedeljo. Predstavilo se je 105 razstavljavcev, ki so zastopali 300 blagovnih znamk. Obiskovalci in razstavljavci so v prvih odzivih po sejmih izpostavili, da so sejmi za oboje zelo pomembni, saj na enem mestu omogočajo sklenitev dogovorov, naročila in vzpostavitev kontaktov med predstavniki podjetij in kupci. Večina razstavljavcev je obiskovalcem omogočila, da so lahko aparature in stroje preizkusili s testnimi vožnjami in simulacijami. Organizatorji so tudi letos pripravili bogat obsejemski program s številnimi strokovnimi predavanji, predstavitvami in inovacijami na različnih področjih. Naslednji majski strokovni sejmi bodo ponovno potekali spomladi leta 2025. Ob dnevu čebel, ki je potekal minulo soboto, so po Sloveniji pripravili različne prireditve in dogodke. Na Vranskem so odprli vrata šolskega čebeljaka, ki so ga tam postavili pred 5 leti. Obiskovalcem so spregovorili o pomenu čebel in prikazali naprave za pridobivanje medu. Svetovni dan čebel po vsem svetu prav na predlog slovenskih čebelarjev obeležujemo od leta 2018. Takrat so na Vranskem dobili tudi svoj učni šolski čebeljak, ki je do danes že v polnosti zaživel. Tale šolski čebeljak smo mi razdelili v 2 dela. En del, kjer bojo čebele, drug del je pa tale prostor, kjer imamo za druženje oziroma za krožkarje, da se tu lahko posedejo, pa potem razne tematike obdelujemo. Na vranski šoli tako zdaj delujejo 3 skupine čebelarskega krožka. Mlajši otroci se zelo radi vpišejo v čebelarski krožek. Imamo 12 drugošolcev, nekaj petošolcev, četrtošolke in starejše učenke obiskujejo z gospodom Ludvikom iz Čebelarskega društva Vransko čebelarski krožek. Udeležujejo se tekmovanj Čebelarski zvezi Slovenije, tako da zanimanje je kar veliko. Tudi Angelika čebelarski krožek obiskuje že več let in je prava čebelarska navdušenka. Jaz sem se odločila zaradi tega, ker me čebele zelo veselijo. Doma imam tudi nekaj svojih čebel. Tudi s mojim dedijo rada zelo pomagam pri njih in me to zelo veseli, pa tudi veliko z njimi delam. Drugače pa včasih topimo vosek in delamo sveče ali pa voščene okraske. Ponavadi pa tudi skrbimo za čebele. Danes smo pospravljali čebeljak. Se pa ponavadi pogovarjamo in hodimo tudi na različna tekmovanja. Mi dve s Petjo pa ponavadi tudi vodiva oglede. Svetovni dan čebel so obeležili z dnevom odprtih vrat. Pripravili so razstavo in različne poučne didaktične igre, obiskovalci pa so lahko poskusili med, medeno pecivo in medico. Tudi s čebelarsko učno potjo želijo ozaveščati o pomenu čebel. Čebelarska učna pot je nastala v sodelovanju z občino, s čebelarskim društvom in šolo. Imamo jo zdaj že nekako 2 leti in je namenjena spoznavanju življenja čebel. Odprta je za širšo javnost, uporabljamo jo pa v šoli učne namene tudi. Sicer pa imajo na Vranskem v načrtu še nadgradnjo ponudbe v čebeljaku. Hočemo malo zgoraj narediti apiterapijo, tako da imamo že tale inhalator že imamo. Gor na vrh pa imamo potem
namen narediti en tak sedežni prostor, kjer se bo v miru lahko tole razvijalo. Del dogajanja je bil tudi Bibot, robotska čebela, s pomočjo katere se učenci spoznavajo z osnovami programiranja. Konec tedna se je končalo nogometno državno prvenstvo. Državni prvaki so postali nogometaši Olimpije, ki so v zadnjem krogu na svojem stadionu z 0:2 izgubili proti Celjanom. Slednji so prvenstvo sklenili na drugem mestu, ki jim prinaša igranje v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige. Nogometaši Celja so v Stožicah za zanesljivo osvojitev drugega mesta potrebovali vsaj točko. Na koncu so prišli do vseh treh in končnega drugega mesta v državnem prvenstvu. Mrežo prvakov je Aljoša Matko načel v 5. minuti, ko je zadel po podaji kapetana Denisa Popoviča. Isti igralec je s svojim drugim zadetkom na tekmi in že 14. v letošnji sezoni v 53. minuti zapečatil usodo ljubljanskega moštva. Мы уже говорили, что с начала 4. круга мы понимали, что нам нужны будут очки. Мы перестроились и сделали то, ради чего мы сегодня приехали сюда. Ja, smo že pred tem zadnjim krogom smo dojeli, da bomo potrebovali točke, smo naredili neke spremembe in tam smo prišli in dosegli to, kar smo si želeli. Na koncu smo zmagali. Vedeli smo tudi, da nam pika zadostuje, ampak smo prišli sem zmagati. Zdaj mogoče Olimpija je bila že malo izpraznjena, glede na to, da so osvojili dvojno krono, pa so tudi malo se poveselili. Ampak, kot ste rekli, mi smo hoteli na koncu zasediti to drugo mesto, hvala Bogu smo to uspeli in zdaj gremo na zaslužene počitnice. Celjani so bili v prestolnici zelo organizirani in izjemno učinkoviti. Смена системы вся говорит о том, что мы весь второй круг практически играем вторым номером, что нам нужно было пространство за спиной соперника. Мы понимали, что Матко этим пространством может хорошо пользоваться. Сегодня результат 13 мячей. Ja, že cel ta zadnji krog, 4. krog, igramo nekako bolj od obrambe, ker smo dojeli, da Matko pač je dober v teh prehodih, da rabi prostor za nasprotnikovimi branilci in rezultat tega so tudi vsi te njegovi goli. Celjsko moštvo je v zadnjem delu sezone v odlični formi, zato je Celjanom kar nekoliko žal, da je prvenstva že konec. Trenutno je dobro zgledamo, ampak kot sem že govoril skozi celotno sezono, mi smo se šele letos zbrali, da rečemo, zdaj imamo dobro ekipo, še na to, da dodamo 2-3 igralca in mislim, da naslednjo leto lahko napademo to prvo mesto. Premor med sezonoma za Celjane ne bo dolg, saj jih čakajo kvalifikacije drugega kroga konferenčne lige. Dober nastop v Evropi bo poleg napada na naslov državnih prvakov glavni cilj grofov v prihodnji sezoni. Ja, definitivno, to je že tako z lastniki kluba se pogovarjam vse čas, naslednjo leto gremo na naslov prvaka in to je to. V prihodnji sezoni bosta v 10-članski prvi ligi spet 2 kluba z Celjskega. Celjanom se je pridružila Rogaška, ki je osvojila naslov prvaka v drugi slovenski ligi. Potem, ko je članska ekipa ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje 2-krat zapored osvojila naslov prvakinj v mednarodni VABA ligi, so se ta konec tedna naslova prvakinj veselile še pionirke celjskega kluba. Selekcija do 15 let je na zaključnem turnirju v črnogorskem Tivtu v polfinalu premagala hrvaškega prvaka, ekipo Zagreba, v finalu pa še prvakinje Črne Gore, košarkarice domačega Sistarsa. Prvo vsa čast mojim dekletom, našim dekletom za neverjetno predstavo v finalu. Odborbale so, odgarale so od prve do zadnje minute. Velika zahvala klubu, predsedniku, športnemu direktorju Juretu, pri katerem so ta dekleta skozi celotno sezono rasla. Zahvala tudi fizioterapevtki in pa trenerju za fizično pripravo Benjaminu, ki sta jih pripravila, da so bile v takem stanju, kot so bile. Zahvalil bi se rad tudi Tivatu za gostoljubje, tu smo se res počutili domače. Velika hvala predvsem predsedniku, ki nam je omogočil, da smo sem prišli 2 dni pred turnirjem, se res aklimatizirali, pripravili na ta turnir in vse to, kar je bilo danes
pokazano na terenu, je samo plod tega trdega dela skozi celotno sezono. Zelo smo vesele, potrudili smo se maksimalno, dali smo vse od sebe in v bistvu ta zmaga je samo še dokaz za naše trdo delo, za našo povezavo in sama sem zelo vesela za svoje dosežke, za naše skupne dosežke in rada bi čestitala in ekipi in vsem bravo. Igrali smo tekmo proti vseh starših, proti domačinkam. Tekma je bila v čas napet, ampak smo od začetka že vodile in držale razliko. Vmes so prišle malo blizu, ampak jim nismo pustile in na koncu mislim, da smo se zmagale. Drugače mi je bilo pa celo sezono s to ekipo ful super in sem malo žalostna, da je že konec. Ja, za nami je ena težka finalna tekma. Začeli smo dobro, agresivno in v bistvu to razliko, ki smo se ustvarili v prvem polčasu, bolj kot ne vodile do konca in uspele pripeljati tekmo bolj kot ne malo mirno do konca. Zelo sem ponosna na naše punce, vse so pokazale, da zmoremo. Turnir je bil zelo dobro izpeljan, to mi je ful všeč in zato je naše, zelo sem vesela in ponosna na vse punce. Jutri bo sprva povsod jasno, sredi dneva in popoldne pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Pojavljati se bodo začele krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni in zahodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo še pogostejše. V četrtek kaže na bolj suho vreme, čez dan se bo delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera tudi v naši družbi. Nasvidenje.